V zadnjih 2 mesecih smo bili in še bomo prikrajšani za številne športne dogodke. Večina športnikov je bila na prisilnih korona počitnicah. Nekateri so se zato preusmerili v e-šport. Kot verjetno prav dobro veste, gre za tekmovanja v igranju videoiger. Če slučajno vaši starši zdaj zavijajo z očmi in malo težje dihajo, jim lahko poveste, da igre niso tako preproste, kot je mogoče slišati. To ve tudi dirkač Daniel Abt, ki se je v tem času preusmeril v dirkanje prek spleta, pa v tem ni bil ravno najboljši. Med tekmovanjem na simulatorju prejšnji konec tedna pa je prekinil spletno povezavo s kamero, da je lahko namesto njega dirkalnik upravljal profesionalni virtualni dirkač Lorenz Herzing. Tekmovalci in gledalci so Abta hitro razkrinkali, tudi zato, ker na prejšnjih dirkah nikoli ni prišel do točk, na tej pa si je privozil kar 3. mesto. Dirkač se je za goljofijo sicer opravičil še isti dan, a škode ni bilo mogoče več popraviti. Doletela ga je denarna kazen 10 000 evrov, sodelovanje z njim pa so prekinili tako v virtualni kot v resnični seriji Formule E. Posloviti se je moral tudi iz Audijeve ekipe, v kateri je sicer tekmoval. No, na tekmi, kjer se je vse to zgodilo, pa je v konkurenci virtualnih dirkačev slavil Mariborčan Kevin Zigi. Obstaja veliko dirkaških tekmovanj. Najbolj poznano je svetovno prvenstvo v Formuli 1. Pred 6 leti pa so ustanovili novo, Formulo E. Z dirkalniki na električni pogon se vozniki merijo na uličnih stezah večjih mest. A ne v tem času, saj je zaradi pandemije sezona prekinjena in so dirkači brez dirk. So se pa znašli drugače. Začeli so tekmovati v virtualnih računalniških simulacijah ali preprosteje z računalniškimi igrami. Dirkači z dirkališč so se torej priključili dirkačem, ki se že dlje časa ukvarjajo z virtualnim dirkanjem. Eden izmed takšnih je tudi 21-letni Mariborčan Kevin Zigi. Mi smo mišljeni kot profesionalci že, ja, in imamo tudi svoje ekipe, za katere dirkamo, imamo tudi pogodbe podpisane in tudi dobimo nekaj denarnih dobrin od tega. In ja, to že lahko bolj ali manj preideš iz tega, da imaš to kot hobi, da pol uporabiš to kot službo, tako že jaz lahko rečem. Za zabavo sem se v dirkaškem simulatorju preizkusil tudi sam. Tovrstno igranje računalniških iger v domači dnevni sobi pa lahko ob urah in urah vadbe postane tudi vaša služba. Kevinu Zigiju gre v letošnjem virtualnem tekmovanju v Formuli E odlično. Po 5 dirkah je najboljši, do konca pa ga čakajo še 3. Trenira kar 3 do 6 ur na dan, želi pa si preizkusiti pravi dirkalnik Formule E. Ta želja se mu lahko uresniči, če bo zmagal v virtualni seriji. Virtualno dirkanje lahko spremljate na raznih spletnih platformah. V tem času pa se pojavlja tudi na televizijskih zaslonih. In tudi na naši televiziji se bo prihodnji teden od srede do nedelje boste lahko spremljali virtualno e-formulo. Iz tega mesta vas bom pozdravil, zato bodite z nami.